Lepo vas vse pozdravljam v zadnjoj četrtini predzadnjega meseca leta 2023. Zakaj to učim? Zakaj to pravim? Zato, ker bi nas vse spomnil, kako daleč smo prišli, kako daleč je odišlo leto 2023. In ko je bilo do zdaj vse v tvojem življenju v tom letu? Ko je bilo? Dosta dela, težave, napetosti, probleme, zdravstvene težave. Ja, vse to in pa še dosta več. Ali, če smo si iskreni, da je najbolje prav, ko povejmo to, kako je pravo Samuel po tistom, da so bili Filistejci poraženi od Izraela, tom prmicpi, spomnite se stare zaveze, je pravo tok. Eben-Ezer, do sem nam je Gospod pomagal. Do sem nam je Gospod pomagal. Kako da naprej? Bo za mene jutro in pa za tebe bo jutro. Biblija, znate, Božja beseda nam dosta goči od jutro, od jutrišnjega dneva, ali vseeno poudarek njenega sporočila je na gnes. Je na gnes, poseben poudarek je na besedi gnes. Skoraj 300-krat Biblija goči od gnes. Do sem, do gnes nam je Gospod pomagal in zato njeme pripada vsa hvala, njeme pripada vsa čas. Vsaki med nami bi sigurno imel bar eno stvar, bar eden dogodek, bar nekaj, kar bi leko pravo, to je Božji poseg v mojem življenju v tom letu. Leko bi izpostavil bar eno stvar, ki bi imel ne vem kjavko. In dragi moji, za vse to je potrebno Bogu gnes iskreno zahvaliti. In pa se njeme zahvaliti tudi za trenutno situacijo. Če glika se mogoče nahajaš v težave, mogoče se nahajaš v probleme, mogoče si še v ognje, štere žgej, pečej tvojo notranjost in pa mogoče tudi zunanjost. Ko pa, če bi bilo še hujše? Eben-Ezer, do sem, do gnes nam je Gospod pomagal. Pavel piše tam v drugom pismu Korinčanom, kaj je zdaj tisti milostni čas, zdaj je den rešitve. David pravi v Psalmi 32, 6. veršu štok, zaradi tega naj k tebi moli vsak, ki je zvest v ustreznem času. In gnes, zdaj je še tisti ustrezni čas. Jutro, Eben-Ezer, do sem, do gnes nam je Gospod pomagal. V Lukovem evangeliju v 6. tale je zapisan dogodek, da je Jezus v soboto, moram to povdariti, ozdravil enega človeka. Za tistega človeka je bila tista sobota, milostni čas, tisto je bil za njega gnes. Leko gor stanemo, prosim bi, gor stanemo pri Božje besede in preštejmo v Lukovem evangeliju v 6. tale od 6. do 11. Božjo besedo za naše razmišljanje v tom jutri. Luka 6 od 6 do 11. Drugo soboto je šel v shodnico in učil. Tam je bil človek, ki je imel desno roko suho. Pismouki in farizeji so Jezusa opazovali, ali bo ozdravljal soboto, da bi našli kaj, zaradi česar bi ga lahko tožili. On pa je vedel za njihove misli in je rekel možu v suho roko: Stani in stopi v sredo. Vstal je in stopil. Jezus jim je rekel: Vprašam vas, ali se sme v soboto delati dobro ali zlo,
življenje rešiti ali uničiti? Ozrl se je po vseh naokrog in mu rekel, iztegni roko. Ta je to storil in roka je ozdravela. Nje pa je pograbila brezumnost in govorili so med seboj, kaj bi mogli storiti Jezusu. Nebeški Oče, hvala je Tebe za Tvojo drago svetu reč, za Tvojo besedo, štero si nam tunjal kak vodilo naših življenj, kak spodbudo za naša življenja in tudi kak opozorilo za naša življenja, kaj bi znali imeti in biti sigdar na toj pravoj poti, štera vode v Tvojo prisotnost in vode v večno življenje. Daj nam razumeti Tvojo besedo, jo prenesti svoje življenja, živeti po njej in to delati, kot Ti pričakuješ od vsakoga Tvojega deteta. Blagoslovi se, moje brate, moje sestre, blagoslovi vsakoga prisotnoga, vsakoga poslušalca, šteri posluša Tvojo besedo in Te prosim, tu geste prosim, za vse tiste, šteri trpijo, šteri so v nevole, šteri so v betegi, šteri so v nemočnosti. Gospodre, in hvala je Tebe, kaj leko Tebe popolnoma zavipamo, zato kaj Ti edini leko pomoreš, Gospod sveti, in daj nam potrpljenja, kaj čakamo na Tvojo pomoč, kaj čakamo na tisti gnes, da se Ti usmiliš in Ti daš svojo rešitev. Hvala Ti za vse. Amen. Amen. Leko zavzemete nazaj svoja mesta. Isti dogodek, šteroga smo prešteli, imamo tu zapisane v Mateje 12. tale in pa v Markoje 3. tale. Vsaki pisec je opisal tej dogodek svojega zornega kota, svojega gledišča, zato so male različne podrobnosti v zapisanom. Vsi trgej pisci pa gočijo od ene posebnosti in to je, kaj je tisti den bila sobota, torej den počitka, šteroga je Bog dal svojome, Bog zapovedal svojome narodi Izraele. Ale takratne učitelje postave in pa farizeje ne bi bili to, če ne bi soboto oni vzeli svoje roke. Vzeli svoje roke in, iz njej so napravili, kad tako povem, eno zaporniško celico za Izraela. Namreč k tome, ko je Bog zapovedal, možeš za soboto, k tem zapovedem glede sobote, so oni dodali še, to je zgodovinska dejstva, to je zapisano, so dodali še koliko gezaro 500 dodatnih svojih zapovedi, dodatnih svojih zakonov, ko je Izraelce popolnoma zasužnjilo. In znate, včeli so celo tok so včeli, ko je Bog stvoril izraelski narod zato, ka bi svetili soboto. Namesto, ka bi upoštevali to, ko je Bog pravo. Bog je pravo, se izraelski narod v soboto odpočinej. Če bi pogledali prejšnji dogodek, tu v Lukovom evangeliju 6. tale od 1 do 5, prejšnjo soboto, tujgoči od sobote, da je Jezus z učencami šel skozi žitna polja in so učenci tom trgali tisto klasje, pa gele zrnje, so farizeji pri Jezuši protestirali in so pravili tok. Tok so pravili, tok piše v Lukovom evangeliju 6. ta v 2. veršoš. Zakaj delate, kar v soboto ni dovoljeno? Zakaj delate, kar v soboto ni dovoljeno? In bar gledajte, malo kar razložimo, kaj malo pogledamo, ko pravzaprav v soboto ne je bilo dovoljeno. Učenci so v tistom primeru prekršili 4 od gezaro 500 njihovih farizejskih pravil glede sobote. Ja, moramo razumeti, kad takratni učitelji postave, te izvedenci za razlaganje toga, ko je Bog možeši pravo, ko je Bog možeši zapovedal,
za Izraela so videli te izvedenci, te specialiste, so videli, kaj je Bog premalo razložil, ko pomeni 4 od zapovedi in kaj oni morajo malo bolj podrobno, malo bolj v globino iti in izraelskome narode razložiti, ko 4 zapoved pomeni. Znači, dopolniti morajo Božje zapovede. In tako je prišlo do dodatkov. 4 so za tiste veljake, kad tako povem, za tiste veljake so te nove dodatke bili bolj pomembne, kot pa sama Božja zapoved. Bolj pomembne so gratale za njih. In farizeje, pa učitelje postave, so se imeli, tako povedano, čednejše od Boga. In kamo bolj razumeli pravzaprav, za koj se je šlo, poglednemo te 4 od Gezaro 500 farizejske zapovede glede sobote. 4 so učenci tom prekršili, pa sami razmislite, ko to pomeni, te da so tom tisto klasje trgale. In ko prvo prekršili so, da so trgali klasje, vtrgno klas, oni so v soboto žele. So ženjale. To pa je bilo prepovedano. Znate, če se ščel zrnja geste, da se klas vtrgno, te se mogo, mi se ještě spomnimo, tako fajn z rokami zmeniti tiste klas, kaj je pleve, tista luskina, tako povedano, kroj odišla od semena in te so da so to delali, so učenci prekršili zapoved, zato ker so v soboto mlatili. Znate, to je ne bilo zadosta, kad ti to zmeneš, ti je trebalo to nikak razločiti. Pa so fudnili v svoje prgiščo in znate, ko so te v soboto delali, v soboto so bintlali, pa to je tu bilo prepovedano. In te dole, znate, ne je bilo, da je zrnja ostalo v rokej, oni so ga ščeli geste in te so oni fajn lepo to zrnje gele, pa da so doj požali, znate, ko so pravili, kad so oni te skladiščili to zrnje. To je pa bilo v soboto prepovedano. Včasih smo vlade nosili zrnja, jaz se spomnim, da smo mlatili, da je žokjev pun bil, ga trebalo na hrbet džaste, na pleča džaste, pa vlado odneste. To je bilo spravilo. Da pa pogejš pa, dobro, nemo dole od toga. Znate, vidimo zdaj, kako so te farizeji pa učitelji bili na jedan zanimivi način pedantni, natančni glede svojih pravil. In Jezus je te odgovoro, kaj je kaj je Jezus Gospod in gospodar sobote in torej edino lahko kakole dovoli ali pa prepovej. Dragi moji, če človek vzame stvari v svoje roke, namesto, kad bi se podredil Bogu, te se zača sam zapletati v svojo zanko. Zača se sam zapletati v svojo zanko, štero je nastovo, kad bi se drugi notr zgrobili, ali največkrat se te človek sam zaplete v svojo zanko. In zdaj pogledamo to drugo soboto in pa dogodek, od šterega smo prešteli. Bojmo pozorni na dejstvo, kaj je tej dogodek ali to poročilo je zapisal Luka, šteri je bil zdravnik. In Luka, v svojem poročilu je zapisal na več mestah detajle, ene podrobnosti, štere so drugi evangelisti ne zapisali. Drugi evangelisti so to ne tako videli. In tu smo prešteli, kaj je te človek imel desno roko sujo. Desno roko je imel
nepokretno. Ostaleva dva evangelista bar štite doma, preštite doma pa te vidle. Ostaleva dva evangelista pišeta samo kaj rokomjev sujo. Ale za Luko, torej za zdravnika, je to bil eden zelo pomemben podatek, eden zelo važen podatek, ki povdare, da je to bila desna roka. Desna roka je pač desna roka. To je prava roka, tako po domače povedano. To je roka, šterov nas večina, velika večina nas opravlja, nas dela največ stvari. Je dosta bolje veščih, okretnih z desno rokov, kot pa z levo rokov. In Luka tu želi pravzaprav povedati, da je to bil za toga človeka zelo, zelo veliki problem. Leva roka je bila delavna, ali to se je ne mogel toliko pomagati, kot pa z desno. Za toga človeka je torej to bil zelo, zelo veliki problem. Ale v tistoj situaciji pa so bili ještě večji problem pismouke in pa farizeje, štere so ne ta prišli, ka bi se včili od Jezuša. Ne so zato prišli ta, ka bi se od Jezuša koji navčili, poč pa so ga prišli opazovati, bolje povedano kontrolirati. Kode on delo. Prišli so vohuniti za njim, ka bi teleko po WhatsAppu ali po Facebooku ali po Messengeru svojim nadrejen njim poslali posnetke, ko je Jezus najdobroga delo. Ka bi Jezuša zatožili. Ali Jezus je ne bil glede toga presenečen. Ne je bil presenečen. Zavolo toga, kaj je Jezus znal nekaj več. Znal je nekaj več, kot pa so znali in pa ščeli znati te farizeji in pa pismouke. In dragi moje, Jezus zna tudi od mojega in tvojega nekaj več. Od tvojega življenja nekaj več. On zna nekaj več. On zna vse in želi tudi vse tisto najdobro spremeniti na dobro. Pa ne samo, ka on to želi. Ne samo, ka Jezus želi to spremeniti na dobro, tisto, ko je v mojem ali tvojem življenju najdobro, poč pa to on tudi leko napravi. Eden pogoj je, če njemi ges in ti to dovoliva. Jezus ne dela nika na silo. To bomo videli tudi v tom primeru. Jezus nika ne dela na silo. Edino, če njemi človek, koji dovoli, leko on to včini. Ali ti dovoliš Jezuše, ka spremeni tisto, ko je v tvojem življenju najdobro. Se njemi že dovolilo? Tej človek, štere je imel desno roko nepokretno, ne znal, koga čaka. On je to ne znal, koga čaka. Nindr ne piše od nikšega njegovega pričakovanja, ali želje, ali prošnje za pomoč v toj njegovoj situaciji. On, tej človek je bil samo tom, gdje je bil Jezus. Bil je v njegovoj prisotnosti. Haleluja. Bil je v njegovoj prisotnosti tisto soboto, tom v tistoj shodnici. In najnog v tistoj situaciji, najnog se čuje Jezušov glas v tisto situacijo. Jezušov poziv, šter je vrđen bil za vse presenečenje. Vstani in stopi v sredo. Gorstone pa stopi se na sredino. Tisti moški, verjetno je bil sam ještě najbolje presenečen, zavolo toga, kako sem že pravo, ne pričakoval. Ne je čakal, ko se kaj takšega zgodi. Mogoče je celo gledal kole sebe, kome to Jezus pravi. Mogoče je gledal, kome to Jezus pravi. Ali znate,
Jezušove oči so bile usmerjene točno v njegove oči. Glej to, kako je Božji pogled usmerjen zdaj v tvoje osebno življenje. Tej človek je te spoznal, kaj je Jezušov poziv namenjen točno njeme. Vstane in stopi v sredo. In ko je tej človek včino? Ko je tej človek včino? Je pital, pa zakaj, ko želiš, Jezuš? Ko ti želiš od mene? Ne. Vstal je in vstopil. Gor je stono in je stopil na sredo. Torej, dragi moji, je Bogu in to včasih, ko je Jezus, povem to, zahteval od njega. Ko je Jezus pričakoval od njega. Do tebe Bog kaj naroča, kako ti odreagiraš. Kako si v preteklosti odreagiral. Kako dnes reagiraš na njegov poziv. Zdaj je milostni čas. Zdaj je dan rešitve. Danes, dnes. Tej človek je izkoristil svoj gnes. Tej človek je izkoristil trenutek Jezušovega gučanja v njegovo osebno življenje. Bogu je njegov poziv in stopil na sredo, na sredino, tam v tistoj shodnici. Jezus je znal, kaj se zgodilo. In glizavolo toga je toga človeka postavil v središče dogajanja, ka nišče ne bi mogel imeti nikši dvomov glede toga, kaj se zgodilo. In zdaj imamo tam v shodnici Jezuša, obkroženoga s pismouki in farizeji, imamo ostale ljudi in pa imamo človeka, který je bil v težavi, který je imel problem, kterega desna roka je bila nepokretna. Znate, navadno so tiste pismouki in pa farizeji postavljali vprašanja in pa ugovarjali Jezuši glede njegovih postopkov, který so ga napadali. Zdaj pa bilo noček. Zdaj je pa bila ena druga situacija. Zdaj pa je Jezus postavil pitanje in on zahteva, on pričakuje odgovor. To smo prešteli. Vprašam vas, vse vas, šterikoli mene stogite, vprašam vas, ali se sme v soboto delati dobro ali zlo, življenje rešiti ali uničiti? Jezus ne goči samo o dobrom, ne goči samo o tej dobre stvari, pač pa tudi o nedobrom. Znate, farizeji so včeli, ka se človek je leko v soboto pomaga za volo življenjske nevarnosti, ka se zaščiti njegovo življenje. Nepokretna desna roka pa ne bila življenjskega pomena. Ne bila to nevarnost, za volo štere bi leko tej človek mrl. In znate, za te pismuke pa farizeje je bilo logično, ka se soboto tu ne sme nikaj ukreniti. Za njih je bilo to logično. Ali Jezušovo vprašanje je bilo dosta bolj globoko. Vprašam vas, ali se sme soboto delati dobro ali zlo, življenje rešiti ali uničiti. Tu Jezus pravzaprav goči od toga, ko si človek dovoli,
Ko se človek dovoli, ko je človek sposoben napraviti tudi v soboto. In te je Jezus šel svojim pogledom od enega do drugega, od začetka do konca. Do vsakoga je šel za svojim pogledom, kaj bi videl njovo reakcijo. Znate, tisto je bila situacija, glih tako, če bi z rentgenom pregledno vsako življenje. Tako, če bi ali pa z magnetno resonanco preiskal vsako življenje. Ko se to noter dogaja, ozrl se je po vseh naokrog. Jezus je svojim pogledom preveril. On je preveril, če imaš toj od prisotnih odgovor na njegovo pitanje, ali pa ugovor, ali pa imaš toj, kaj proti povedati, proti njegovome vprašanje. In znate, na začudenje farizeje pa pismovki so vsikdar imeli kaj proti povedati, ali na začudenje v tistoj situaciji to ne bilo nikoga, ne bilo čista nikoga, štiri bi pravo ja ali pa ne na tisto situacijo. Nikoga ne bilo. Zakaj nikoga ne bilo? V Mateju 28. 18. veršoš imamo odgovor na pitanje. Znate, da se je Jezus poslavljal od učencev tik pred tistim, ko je odišel nazaj k oče, po opravljenom svojem poslanstvu, te je pravzaprav svojim učencem razkril, pravo njim je dokončno, što pravzaprav on gej. In to piše v Mateju 28. 18. veršoš. Jezus je pristopil in jim spregovoril, dana mi je vsa oblast v nebesih in na zemlji. Aleluja. Dana mi je vsa oblast v nebesih in na zemlji. In tu v tistoj situaciji, v tistoj shodnici se je to lepo pokazalo. Videlo se je točno, što ima to oblast. Što drži vajote v rokaj. Što ima to vso oblast. Znate, Jezus bi ti lahko pravil tistome človeke razne stvari. Lahko bi njime vse felej pravil, lahko bi njime, a tako malo povem, predpisal terapijo, štero naj izvaja za svojo desno roko. Lahko bi ga poslal kakšno meznanome ortopede, štere da njime pomago. Lahko bi še in še. Ali dana mi je vsa oblast v nebesih in na zemlji. In za volo toga, za volo te oblasti, šteroj leko včini ali pa ne včini, je v tistom trenutku, v tistoj situaciji izpregovoril Jezus besedo. Iztegni roko. Dve besede. Tej človek je čul dve besede. Kolikokrat je tebe Bog spregovoril svojo besedo. Kolikokrat si čul njegov glas, njegov poziv. Kolikokrat te je zval, ka včiniš nekaj, ka se odzoveš na njegovo sporočilo. Iztegni roko. Sporočilo tistome človeke, Božja beseda, Božje naročilo v njegovo življenje, v njegovo situacijo. Znate, mene navdušuje. Jaz sem navdušen nad dejanjem, štera sledi
Jezušovim besedam. Glejte, ko piše, ta je to storil. Haleluja. Ta je to storil. Tej človek, ktorom je Jezus spregovoril besedo, je to včinil. Dragi moji, tu se ide za poslušnost Bogu. Za poslušnost njegovoj besedi, poslušnost njegovme sporočile. Ta je to storil in njegova roka je ozdravila. Ali bi se v življenje tistega človeka, ko je spremenilo, če ne bi Bogu Jezušovga naročila? Bi se kaj spremenilo? Ne. Ne. Ali ta je to storil? Haleluja. In mogoče eno vprašanje za samo preverjanje. Zakaj se v mojem osebnem življenju nikaj ne spremeni? Zakaj duhovno ne napreduješ? Zakaj duhovno ne rasteš? Mogoče odgovor gli v tom, kar si ne včinil toga, ko ti je naročil. Nej se Bogu, nej si bil poslušen njegovne sporočile. Ne toliko gegočin, pač pa Bože sporočilo. Zdaj je milostni čas. Zdaj je dan rešitve. Gnez je še čas, kad se odzoveš njegovme klice. Gled to, kako se je odzval tisti človek tisto soboto tom vzhodnici, gdje je bil Jezus prisoten. Tisti človek se je odzval in je v njegovom življenju prišlo do spremembe. Ale še nekaj je zapisano v tom dogodku, ko ne smem zamolčati, ko ne smemo spregledniti farizeje in pa tiste pismovke, štere so ne mogli ugovarjati Jezuše. In so ne mogli zanikati, ko se je zgodilo, so odreagirali, končno so odreagirali. Da jih je Jezus pital, pitanje do njih je postavil, so ne odreagirali, ali, kad to povem, končno pa so odreagirali. Prlej so ne imeli besede, šterov bi leko nasprotovali Jezuše, leko bi, če bi imeli kakšen argument, ali ne so imeli. Zdaj pa so odreagirali. In kako so odreagirali? Na kakšen način so odreagirali? Brezumno. Brezumno. Ne so drugoga znali v svojoj pameti, kot to, kar so se želeli Jezuša znebiti. Želeli so ga odstraniti. Drugega dva evangelista pišeta, kar so se posvetovali, kar so začeli med seboj vgučati, kako bi Jezuša bojili, kako bi ga spravili z toga sveta. Dragi prisoten, dragi poslušalec, da boš ti doživljal Božje delovanje v tvojem osebnem življenju, da boš izpolnjeval Božja naročila, te da se sigdar našli koli tebe tu farizeje in pa razne pametnjakoviče, štere do to Božje delovanje v tvojem življenju ščele bojte. Zavedaj se toga. Zavedaj se toga. In pa ne oziraj se na njih. Ne oziraj se na njih. Ne poslušaj tiste. Ne sledi jim. Ne boj ti eden od takšnih. Poslušaj Božji glas. Poslušaj Božji glas. Izpolnjuj to, kot ti pravi, in doživel boš čudovite stvari za njim. Doživel boš čudovite stvari z njim. To, ko ti je Bog naročil.
To, kot ti je Bog naročil za tvoje osebno življenje, za tvoje delo, za njegovo kraljestvo, kot ti je on zavipal, delaj naprej. Zdaj je milostni čas. Zdaj je dan rešitve. Gnes. Amen. Nebeški Oče, hvala je tebi za tvoju drago svetu reč, štero imamo tu kot vodilo za naša življenja, za naše služenje tebe. In hvala je tebe, ker skozi različne dogodke lahko vidimo, ko je tvoja sveta vola tu za nas. In hvala je tebi, ker imamo to zapisano, Gospod dragi, ker ti želiš vsakome človeku pomočiti in pomori mene. Daj mi modrosti, daj mi moči, ker se vsikdar odločim za izpolnjevanje tvoje zapovedi, za izpolnjevanje toga, kot ti praviš. Ne kot človek pravi, pač pa kot ti, sveti, živi, pravičen Bog praviš. Učisti moje življenje, prosim te, v krvi tvojega Sina Jezuša, nebeški Oče, kamo za istino dostojen tvoj služabnik na vsakom koraku mojega življenja, ka ne da nihče zapreke v mojem življenju, zato ker ti ne bi mogel delovati. Prosim te to tudi za moje brate, za moje sestre, za vsakoga poslušalca. Naj smo čisti od vsega, ko je ne tvoja sveta vola. Naj smo sveti, zato ker ti nas pozivaš, naj smo sveti, tako kot si ti sveti. Ali ne v svoje svetosti, pač pa posvečene po tvoje dragoj svetoj reči in očiščene v tvoje dragoj svetoj krvi. Nebeški Oče, tu vse potrebe, štere imamo, štere so med nami, za vse to si ti prišel, Jezus dragi. Oče nebeški, za to si poslal svojega Sina, naj on odnese vse to na križ. Mi tebe zavipamo in tebe hvalimo in tebe dajemo vso slavo, vso čast, kad ti napraviš to, ko je tvoja sveta vola. Nam pa pomagaj, kad razumemo tvoje volo, kad se odzovemo tvoje volej in delamo delo, štero se nam zavipo naprej. Pomori nam po svetom duhu, s svetim duhom, štero je v nas, kamo izpolnjavali tvoje volo. In blagoslovi moje brate, blagoslovi moje sestre, blagoslovi vsakoga prisotnoga, vsakoga poslušalca, blagoslovi vsakoga v njegovoj potrebe, v težave, v navoli, v betegi, dotekni se ti vsakoga. Da zaistino čutimo vsi na vsakom mestu tvoj dotik. Dotik tvoje moči, tvoje nebeške, tvoje božanske moči. In tudi vse naše aktivnosti, štere so pred nami, tudi zato te prosim, tvojega vodstva, tvojega delovanja in modrosti, kamo za istino urodje v tvoje rokaj. Vse posede, komakoli nas ti pošilaš. Amen. Amen. Amen.